Novo poglavje zgodbe, ki se vleče že skoraj 3 leta. Proti predsedniku vlade Robertu Golobu je bila vložena zahteva za sodno preiskavo v zadevi Bobnar. Zaradi suma, da se je premier vmešaval v delo policije, kar mu je očitala nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar, jo je vložilo specializirano državno tožilstvo. Če bo preiskovalni sodnik ugodil zahtevi in odredil preiskavo, bo proti predsedniku vlade stekel kazenski postopek. Več pa Valentina Plaskan. Gospod Golob, lahko kratka izjava, sodna preiskava, se vam obeta komentar na to? Tako skopal včeraj premier, ki kljub napovedani preiskavi še uživa podporo svoje poslanske skupine. Policija je kazensko ovadbo zoper Goloba na specializirano državno tožilstvo sicer vložila pred slabim letom dni po obtožbi nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar o nedopustnem vmešavanju v delo policije. Golob je takrat očitke zavrnil. Tukaj gre zdaj za sum domnevne korupcije, kjer naj bi nekdo od druge osebe, ki je na položaju, v tem primeru ministrica, zahteval, da naredi nekaj nezakonitega. Torej naj bi šlo za nezakonite odpustitve znotraj policije. Zdaj, zakaj so se odločili za sodno preiskavo? To je takrat, ko tožilec nima dovolj dokazov, da bi vložil neposredno obtožnico na sodišče. Pojasnjuje strokovnjak za kazensko pravo. Golobov odvetnik pa pričakuje, da sodišče preiskave ne bo uvedlo kar tako. Ker niti teoretično ne morejo biti podani znaki kaznivega dejanja, kaj šele elementi kaznivega dejanja. Pričakujem, da bo sodišče to zahtevo zavrnilo in da ne bo uvedlo sodne preiskave. Odvetnik Tatjane Bobnar te poteze ne želi komentirati. Je v rokah in presoji oziroma preiskavi državnih organov in pa sodišča, ki naj torej opravijo svoje delo. Če bi okrožno sodišče uvedlo sodno preiskavo, bi premier dobil status obdolženca, a to nima nobenih pravnih posledic, pojasnjuje Šepec. So pa lahko seveda politične posledice. To bi pomenilo, da bi zahtevali interpelacijo zoper njega ali pa če bi državni zbor vložil nekako, kako bi rekli, na ustavno sodišče presojo nezakonitosti njegovega ravnanja. S premierjevim domnevnim vpletanjem v policijo se ukvarja tudi protikorupcijska komisija. Golob je pred volitvami dejal, da bi odstopil, če bi KPK ugotovila kršitev zakona o integriteti. Volilne obljube so nekaj, resnica je potem drugo, ampak seveda KPK nima nikakršnih, kako bi rekli, resnih pristojnosti, da bi karkoli naredilo. Če tudi bi KPK ugotovil kršitev tega zakona, Golobu ne bi bilo treba odstopiti. Posledice bi lahko bile le finančne, še pojasni Šepec.